Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Sliko smo v Domžalah, pred nami pa je prva tekma 9. kroga prve lige Telemach. Zadnja tekma oziroma zadnji krog prve četrtine slovenskega državnega prvenstva se začenja s tole tekmo. Na tem obračunu pa lahko za ene in za druge rečemo, da so danes doma, če se nekoliko pošalimo. Poglejmo, kaj lahko z prvega kota storijo Domžalčani, ki prihajajo do vodstva. Tako je bilo jasno, da je to izredno nevarna žoga pred vrata. Tam so zaspali branilci Radomelj. Tudi Marjanović je bil kot ukopan na golovi črti in sledila je hitra kazen. Torej zadetek za Domžale v 8. minuti, ko se veselijo vodstva. V premoru je odigral v celoti, no tudi Radomljani so zdaj skoraj da zapretili. Še ena priložnost za podajo pred vrata, Nuhanović in žoga mimo vrat. Dobro so to odigrali gostje in to je priložnost. Nuhanović v dobrem položaju, ali lahko Nuhanović poda v sredino. Nuhanović proti oddaljenejši vratnici in tam je slabo žogo zadel Šarić. Levo je imel prostor Primc, ampak ni dočakal podaje. Zdaj se obrača Božič, pa znova Mužek. Tokrat dobra podaja Guzina je opazil Kregarja. Kregar v kazenskem prostoru, lepo je spustil žogo za Nuhanovića. Koliko sreče! Medtem Kregar, zelo očitno je bilo, kaj skuša tule narediti in znali so to Domžalčani prebrati. Juril pa v protinapadu, krasna žoga na rob kazenskega prostora. Jakupović pa za las mimo. Na začetku tega drugega dela ponuja daleč od gola. Šarić pa medtem v protinapadu za Radomljane. Šarić, dobra žoga v sredino. Božič, ki je v odlični formi, je prišel do strela, zaustavil ga je Mulalić. Ampak tudi Guzina je storil napako. En Pišek organizira napad za Domžalčane. Hitro so izvedli tole. Domači in kakšen gol zdaj Georgijeviča. Danes je dobil prvič priložnost od prve minute in šokiral Marjanovića. 60. minuta, krasen zadetek. In Domžalčani so podvojili prednost, vodijo zdaj z 2-0. V levi spodnji kot je nameril Georgijevič. Delovalo je, da to najprej ne bo nevarno za vrata Marjanovića, ampak dovolj natančen strel. Najprej so hitro vse skupaj odigrali na sredini Domžalčani. V težkem položaju zaostajajo za 2 zadetka. Kregar ima sicer zdaj priložnost. Kregar nesebično je podaljšal žogo, pa še naprej v nevarni situaciji Mlinarji. Kaj so tule zapravili gostje, neverjetno. V tej sezoni v prvi slovenski nogometni ligi, ki so jo tako dobro začeli glede na tiste njihove prejšnje. No zdaj Vuk ima priložnost. Vuk odločil se je za preigravanje in ni uspel preigrati vratarja Marjanovića. Dejan Đuranović, po zmagi se verjetno veliko lažje diha. Zdelo se je, da ste bili v večjem delu obračuna v popolni kontroli dogajanja na igrišču. Ustvarjali ste se priložnosti. Novinec Georgijevič je prišel do prvega zadetka. Katere pozitivne stvari ste še sami videli v srečanju? No, moram reči, da smo šli v tekmo res dobro. Tudi hitro smo zadeli, tako da smo imeli nekako lažji potek naprej, oziroma fanti so dobili neke nesigurnosti in skozi celotno srečanje smo res držali kontrolo. Ustvarili smo si še kar nekaj priložnosti, na drugi strani smo bolj malo dovolili Radomljanom, tako da smo po drugem polčasu s tem zadetkom Georgijeviča lahko še lažje zadihali in odigrali tekmo pod kontrolo do konca in zasluženo zmagali.
Kako zdaj to, kar ste prikazali na današnjem obračunu, zadržati, te pozitivne stvari? Vemo, proti Muri zmaga, pred tisto tekmo slabo predstava proti Olimpiji. Kako sedaj te pozitivne stvari zadržati pred res zahtevnim razporedom tekem? No, sigurno bomo hoteli tudi že v naslednji tekmi na podoben način igrati s tako energijo, tudi s tako agresijo, kot smo danes igrali, da poskušamo držati nasprotnika daleč od našega gola in seveda po drugi strani iskati te zaključke, kot smo jih imeli tudi danes kar nekaj. Do sedaj smo res nekako igrali toplo-hladno, zmaga, poraz, tako da bo potrebno pač nekako presekati ta ritem, ostati v pozitivnem nizu, kar verjamem, da smo sposobni. Pričakuje nas ena dobra tekma, gostovanje v Stožicah, vedno izziv za vse igralce, tako da motiva nam ne bo manjkalo in verjamem, da bomo tudi bili dobri in pravi tudi v sredo. Dejan Đuranović, hvala in čestitke za zmago. Rok Hanžič, nov poraz Radomelj. Zdelo se je, da niste bili toliko v podrejenem položaju, a v zadnji tretjini je manjkalo nekaj konkretnosti. Tudi zdelo se je, da so Domžale prelahko dobivale tiste druge žoge. Kako ste sami videli današnji obračun? Ja, v začetek tekme smo mogoče vstopali malo bojazljivo, malo s strahom, vendar pa potem po 10-15 minuti mislim, da smo skozi celotno srečanje držali dobro formacijo, gosto formacijo, iz katere smo tudi prihajali do priložnosti, ampak zopet se ponavljajo tekme, ko pač ne moremo zadeti niti praznih vrat. Bili smo, mislim, da celo 3-0, pa žoga noče v gol. Fante moramo pohvaliti, do zadnje minute so dobro stali na igrišču, dobro parelali nasprotniku, bili v določenih delih tekme celo boljši. Mislim, da smo si ustvarili celo več priložnosti kot Domžale, ampak kad že zdaj ponavljam, na koncu štejejo goli in kdo da več zmaga. Današnji poraz bo treba hitro pozabiti. V sredo vas čaka gostovanje pri Bravu. Kako preprečiti, da bi glave padle, kako preprečiti to neko psihološko krizo? Pa dobro, že tudi če pogledamo zdaj skozi teh 3-4 poraze oziroma 5. poraz, mislim, da glave fantov še vedno so na mestu, so prave. Mi bomo stali za njimi, jih probali bodriti in res, kot pravim, ko bo enkrat, mislim, da žoga šla v ta, lahko rečem, prekleti gol, mislim, da se nam bo odprl. Tako da fante ne moramo še enkrat nič očitati, le mogoče v zadnji tretjini je pač treba, ne vem, ali se vršiti na glavo ali ne vem, z bilo katerim delom telesa žogo poriniti v gol in potem upam, da bo res se nam odprla. Rok Hanžič, hvala in srečno nadaljevanje prvenstva. Ajdin Mulalić, Domžale prihajajo do novih 3 točk. Kako ste zadovoljni s predstavo ekipe? Ja, vedeli smo, da ne bo lahko. Gre za nek občinski derbi in oboje smo se želeli zmagati. Mislim, da smo si ustvarjali več, da smo bili dominantni, da smo si ustvarjali priložnosti. Na drugi strani smo imeli kontrolo, nismo nasprotnikom dovolili praktično nekih večjih šans, tako da smo izredno zadovoljni, da 3 pike ostajajo pri nam doma. Drugič v sezoni ste zaklenili mrežo. Kako pomembno je tudi ta tekma z vašega vidika? Sigurno je pomembna, kot recimo pri napadalci, ki živijo od golov, tako da mi vratarji živimo od obramb in zaklenjenih vrat. Tako da sem izredno zadovoljen in upam, da jih bo še veliko. Luka Guček, po dobrem štartu sezoni, 5 točkah na prvih 3 tekmah, sedaj občuten padec v formi. Kaj se je spremenilo v vaši igri, da ne morete priti do pozitivnega rezultata? Pa ne vem, če bi rekel glih padec v formi. Nažalost v bistvu ustvarjamo si priložnosti, ampak nažalost jih ne realiziramo, kar nas na koncu zmeri kaznuje. To danes Domžale so imeli, sicer smo jih prepustili več posesti žoge, ampak do nekih 100% priložnosti niso prihajali. Tekmo smo začeli slabo, v prvih 10 minutah smo dobili gol, začeli loviti rezultat. Tudi mi smo imeli svoje priložnosti v drugem polčasu, nažalost ga nismo dali, nismo izkoristili svojih priložnosti, oni na drugi strani so in ko se tekma tudi zaključila 2-0. Kako popraviti ta manjko v zadnji tretjini, to konkretnost? Pa ne vem, igralci bomo mogli stopiti skupaj,
se pogovoriti, v čem je težava in proba to zadevo odpraviti, da bomo bolj učinkoviti v napadu.